Očitno so si zaželeli spremembo v naše mesto in prav je tako. Kandidatu seveda želim obilo uspeha, vem, kakšna peklenska 4 leta ga čakajo, vem, kaj vse bo potrebno postoriti. Kar se mene tiče, sem 12 let bil konstruktiven in povezovalen v tem mestu in tudi tokrat bomo v mestnem svetu seveda vse tisto, kar bo za dobrobit naših občank in občanov podpirali, tam, kjer bomo pa opazili, da bi lahko šlo kaj narobe, tam bomo pa seveda tudi svoje stališče jasno in glasno povedali. Izpolnila pa se seveda tudi največja želja mojega 11-letnega sina, ki me je 2 leti nagovarjal: oče, prosim te, ne kandidiraj več, jaz te potrebujem. Evo, Svarun, zdaj sem doma. Kar se mene tiče, je teh nizkih udarcev v 12 letih bilo kar veliko, torej tako mestna hiša kot moja hiša je bila velikokrat s takšnimi ali drugačnimi grafiti popisana in tako dalje. Kar se tiče pa letošnje volilne kampanje, pa je, upam, torej, da ne bodo ostale posledice delitev, kajti volilna kampanja je postregla z mnogimi nizkimi seveda udarci, ki na nek način začnejo razdvajati ljudi v mestu. Jaz si tega ne želim, tako da, drage Ptujčanke, dragi Ptujčani, pozabite na vse to. Moje povabilo seveda je: sodelujmo v mestu, kajti edino v slogi je moč. Če je koga kakšna ali drugačna nizka poteza preveč prizadela, to je sestavni del življenja, stopimo preko tega in seveda sodelujmo vsi v dobrobit tega mesta. Kako boste politično še delovali? Torej, jaz sem izvoljen v mestnem svetu, imamo 6 svetnikov v mestnem svetu in seveda bomo z svojo politično grupacijo v mestnem svetu, tako kot sem povedal, delali za dobrobit mesta in upam, da bo posluh tudi na drugi strani. Se vračate na ZRS Bistra Ptuj? Torej, na znanstveno-raziskovalnem središču Bistra Ptuj me seveda čaka delovno razmerje, imam tam sklenjeno za nedoločen čas, imam pa seveda tudi še kar nekaj drugih ponudb, kamor se bom verjetno odpravil, v tem trenutku še preuranjeno govoriti, na katero delovno mesto. Bom šel vsaj za sebe, se v življenju nikoli nisem bal, kje bom delal. Torej, od svojega 17. leta sem se znal znajti in si sam služiti kruh, ne da si ne bi pri teh kompetencah znanjih, ki imam sedaj, mogel tega narediti. Ja, zdaj ne bo preveč časa še za dopust, ker bo torej potrebno, kar bi seveda želel takoj pomagati županu, je to, da bomo hitro konstituirali mestni svet, kajti pred nami je finančna perspektiva 2014-2020 in želja seveda je, da se čim prej sprejme proračun in da ne zapademo v začasno financiranje, kajti če zapademo v začasno financiranje, bomo imeli seveda težave pri teh razpisih in tako dalje. In torej ne bo veliko časa, da bi si lahko oddahnili. Ko pa bodo se seveda stvari postavile v neke normalne tirnice, takrat pa zagotovo seveda si sam in družina zaslužimo, da se malo omaknemo in da se malo odpočijemo od vsega, kar se je pravzaprav dogajalo v zadnjem letu. Na kurentovanje vas bomo še videli kot kurenta? Torej, jaz sem bil mnogo prej kurent, preden sem postal župan in bom še mnoga leta potem kurent. Edino, kar si želim, je seveda, da bom zdrav in da me bodo noge nosile. Za naprej vas je strah mogoče, da vaš naslednik kakšnih projektov ne bo peljal zadovoljivo dobro naprej? Kar se tiče nekih razvojnih usmeritev, mislim, da nekega velikega manevrskega prostora ni, finance so več ali manj določene z državnimi razpisi, z evropskimi razpisi in ne verjamem, da je možno kaj bistveno zamenjati razvojno smer, ker bi sicer bila pogubna za naše mesto. Torej, odrekati se evropskemu denarju, odrekati se državnemu denarju bo težko, kaj pa je potrebno seveda na tem področju postoriti, pa je več ali manj predpisano in zdefinirano.